Smo v oglednih depojih Nacionalnih muzejev Slovenije v okviru Parka vojaške zgodovine v Pivki. Poleg mene je masni spektrometer, ki je bil koncem 50. let razvit in izdelan na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani. Gre za neke vrste tehtnico, s katero določamo atomske ali molekularne mase določenih oziroma različnih snovi. Sestavljen je iz 3 osnovnih delov. Prvi je ionizator. Tukaj iz snovi, ki jo preiskujemo, ustvarimo ione, torej električno nabite delce, ki jih nato pospešimo in jih pošljemo v drugi del, ki je analizator. To je močan magnet. Snov za ta magnet so izdelali v železarni Ravne. V magnetnem polju se električno nabiti delci odklonijo od svoje smeri. In ta odklon oziroma sprememba smeri je odvisna od razmerja med maso in nabojem električnih delcev. To pomeni, da se delci, ki imajo to razmerje manjše, odklonijo bolj kot tisti, ki imajo to razmerje večje. Iz tega magneta pa grejo potem ti ioni v tretji del, to pa je analizator, kjer zaznamo te delce in jih kasneje prikažemo na zaslonu oziroma po obdelavi z elektroniko prikažemo na zaslonu. Lahko jih tudi v novejših pokažemo na računalniku ali pa natisnemo in podobno. Naprava lahko raziskuje različne vrste snovi, od plinov do trdnih snovi. Delovala je, kot sem rekel, že od konca 50. let. V 80. letih so jo potem precej prenovili. Dr. Peter Starič je bil tukaj gonilna sila pri tej prenovi in deloval je vse do leta 2017, ko je prišel v Tehniški muzej in danes si ga lahko ogledamo tu v Pivki.